Božje darilo za Maribor je že izpuhtelo. Ugotovitev se ponavlja. NK Maribor je znova v težavah. Ne zaradi slabih rezultatov ali blede igre. Tokratni izbruh se je zgodil v obdobju, ki je prvič v sezoni zadišalo po urejenem klubu. 3 zaporedne zmage so nakazale, da se na začetku sezone razglašeno moštvo uglašuje, stabilizira. Potem pa je udarilo. Dobesedno. Spor na treningu, ki se je sprevrgel v fizični obračun, je šefa trenerskega štaba prepričal v to, da v Ljudskem vrtu nima več kaj iskati. Ali je po prejetem udarcu resnično ugotovil, da ni vzpostavil avtoritete med nogometaši, ali pa je v incidentu zgolj poiskal priročno izhodno strategijo iz kluba, kjer kljub dobrim rezultatom in podpori s tribun ni več želel biti, ne spremeni dejstva. Trener Radomir Đalović je manj kot 2 tedna zatem, ko ga je prvi mož kluba Adžun Iliđali razglasil za božje darilo, postal nekdanji. Vodilni v klubu tokrat vsaj niso potisnili glave v pesek. Čeprav je bil odziv pozen, pojasnilo na uradni spletni strani pa še zdaleč ni odgovorilo na vsa vprašanja, denimo, kakšna kazen, če sploh, bo doletela Benjamina Teteha in Omarja Rekika, neprijetnega dogodka, kot so ga poimenovali, vsaj niso zamolčali. Drži, spor, celo fizični obračun med soigralcema ni situacija, ki je v kontaktnih športih še ne bi videli. Precej bolj redko pa se zgodi, da petelinjenje, tudi če gre za ključna igralca v moštvu, sproži odhod trenerja. Intervencija navijačev ni pomagala. Tudi odgovorni na Mladinski ulici ga niso zmogli ali znali prepričati v nasprotno. So pa še enkrat povlekli potezo, ki postaja del železnega repertoarja v vse bolj kaotični sezoni pod Kalvarijo. Radovan Karanović, ki je vlogo začasnega trenerja zagrabil že v obdobju, ko se je moral posloviti Tugberk Tandrivermiš, je še enkrat več dokazal svojo pripadnost klubu in se prelevil v kriznega menedžerja na igrišču. Pa čeprav so ga odločevalci še enkrat postavili v položaj, ko igralce na igrišču razporeja med tem, ko sami iščejo drugega trenerja. Oziroma so ga po nekaterih informacijah že našli. Hitrost tokrat ne preseneča. Črnilo na seznamu kandidatov, ki so ga sestavili ob predzadnji epizodi telenovele Maribor išče trenerja, se še ni posušilo.